Na Goriško je prišla pomlad in jaz sem šel v kratke rokave. V zadnjih 2 dneh sem dobil kar nekaj komentarjev na to temo, zato sem se odločil, da vas zapeljem v 3 zelo raznolike, vendar pa kolesarsko top destinacije, tako da bom šel v Goriška Brda, na Kras in pa en krog po Vipavski dolini. Živijo! En prav lep kolesarski pozdrav. Samo poglejte, kakšno vreme je tukaj. No, sej mislim, da je po celi Sloveniji tako, ampak tle na Goriškem je res sončno, brez oblačka in pa 18 stopinj Celzija. Jaz grem v kratke rokave, kadar je zunaj več kot 17 stopinj Celzija. In na Goriškem je bilo to letos prvič že 4. marca. Danes je 6. marc, tako da jaz že 3. dan kolesarim v kratkih rokavih. Kolesarjenje od včeraj in predvčerajšnjim sem objavil samo na Stravi in na Instagramu. Danes pa sem se odločil, da se zapeljem en krog v Goriška Brda, da vam pokažem, kako je lepo, kako vse cveti. Jutri se bom zapeljal na Kras, tudi gor je že izražen lepo črni trn. V soboto pa ne vem, kaj je 8. marc, če mi bo žena dovolila za dan žena. No, ni važno, nekako bom se že potrudil, da bom šel še en dan pa po Vipavski dolini. Za vse 3 vožnje bom dal linke od svoje Strave dol od spodaj v opis videa, tako da boste lahko točno videli, kje vse sem se vozil. Na poti me spremlja spletna trgovina Sirocco, kjer lahko z mojim linkom ali pa tole kodo dobite zmeraj 10% popust na vso kolesarsko opremo. Vabljeni, da me spremljate tudi na Stravi in na Instagramu, ker včasih pride kar čez noč kakšen dodatni popust, ki ne more čakati do naslednjega videa in jaz potem kar tam na hitro obvestim, če se kdaj še kaj posebej splača nabaviti. Sam poglej to, kakšna lepa pokrajina. Zdaj se tukaj počasi približujem v Goriška Brda, kjer bom prišel v Dobrovo, tam bom pa zavil levo za Medano in potem verjetno čez Ceglo nazaj. Še tale mini vzponček in bom že prišel v Dobrovo. Če prideš v Dobrovo iz te južne smeri, potem greš v krožišču ven na 3. izvoz, smer Plešivo Medana. Če po par 100 metrih na desni strani vidiš tale veličasten grad Dobrovo, potem veš, da si na pravi poti. Ves čas imaš na razpolago take čudovite razglede na to pokrajino vinogradov in seveda zdaj pa sploh, ko je kar naenkrat zacvetelo sadno drevje. Vidiš, tako je kar naenkrat zacvetelo sadno drevje, dobesedno čez noč je butlno ven. Mislim, da niti ni čakalo na 17 stopinj Celzija, ampak je lahko že tam pri 15-16 stopinjah. En dan sem se pripeljal v Goriška Brda in je vse cvetelo, podobno tudi na Krasu črni trn. V glavnem čudovita pomlad. En lep pogled na Gredič, kjer so pred leti snemali eno slovensko nadaljevanko. Kar nekaj kolesarjev sem videl zunaj, so pa prav različno oblečeni. Eni so še v dolgih hlačah in dolgih rokavih, eni imajo gor že kratke hlače. To je prav odvisno od počutja, zato ker 17 stopinj je čist moja osebna številka, vsak pa zase ve, kaj mu najbolj paše. Dobil sem že komentarje od nekaterih, da do meseca maja ne grejo v kratke rokave, oziroma dokler ni 25 stopinj Celzija. Tako da smo si različni in prav je tako. Videl sem tudi mlade kolesarje iz kluba Meblo Yogi, ki so zaenkrat še kar v dolgem. Tudi oni trenirajo tle po Goriških Brdih, zato ker so res odlični pogoji. No in pa tudi 2 dni nazaj sem dobil elektronsko pošto od enega gledalca, ki me je spraševal, kam bi se lahko zapeljal z ženo, ki ima električno kolo. Sem rekel, pridite v Novo Gorico in peljte se v Goriška Brda. Čudovito je, vse cveti, ne moreš faliti. Ptički pojejo. Kakšni zvoki. Počasi zapuščam Brda, danes mi bo vse skupaj ratalo kakšnih 40 km, vi pa ostanite z mano še naprej, zato ker gremo zdaj takoj naprej na Kras. Sem že na poti proti Krasu, tukaj grem po tej kolesarski stezi iz Nove Gorice, južno v Šempeter in potem naprej v Miren. Vse je isto, kako je bilo včeraj, sončno vreme in 18 stopinj Celzija. Super je. Je pa danes petek in 7. marec. Za razliko od Goriških Brd je Kras za mene malo bolj oddaljen,
približno 13 km se moram voziti po ravnini, tako da jih izgubim dobrih 25, če grem od Covkana do Mirna in potem nazaj, kar je škoda, ker mi potem ostane manj priložnosti za vožnjo po Krasu. Pa še ena razlika je, ko prideš tukaj na konc Mirna, se kar naenkrat začne vzpon gor na Kras. Ni tako narahlo in prijetno, kakor v Goriška Brda, ampak dosti bolj strmo. Prišel sem v Miren, tako da se zdaj samo še zapeljem na konc naselja, potem se pa začne super lep vzpon na Kras. Tale vzpon iz Mirna gor je meni najlepši in v bistvu tudi najlažji vzpon na Kras. Tako se zdi meni, mogoče bo kdo drugi imel drugačne ideje. Jaz bi rekel, da je v redu vzpon tudi na Štanjel, ampak tisti je še bolj oddaljen od mene, ali pa bi dal na drugo mesto tistega, ki gre iz Branika gor mimo gradu Rihenberg. Je tudi kar lep, čeprav zaradi strmega naklona v prvem delu ni primeren prav za vsakega. Če ne, tale gor iz Renč je kar strm, uni potok Lipa čez Železna vrata je pa še bolj divji. Tale vzpon, po katerem grem jaz, je dolg približno 2,5 km, povprečni naklon je pa tam okrog 5%. Zraven imaš lep razgled na Vipavsko dolino, na Mirenski grad in to, da nima dosti prometa, ga meni nekako uvršča med lepe vzpone. Zdaj tle na Krasu kakšnega spomladanskega cvetja še nismo videli, v glavnem bolj ožgana drevesa od požara izpred 2,5 let, ampak najdu bom. Ko pa prideš enkrat gor na Kras, je pa super, tak valovit teren, giblješ se nekje med 200 in 300 metri, ampak vseeno sonce kar prijetno greje in tudi en mal piha, tako da je treba paziti na hidracijo. K sreči je tle na Krasu kar nekaj vodnih virov, enega bom pokazal tudi danes. Evo, glej, sem ga najdu, vidiš, tako lepo belo cveti črni trn. Prav čudovite cvetove ima, bom naredil tudi eno fotko. Tle zraven sem pa videl, so še eni taki rumeni cvetovi, kot neke mačice ali kaj. Tole je pa dren. Tako noter po teh vlažnih in senčnih predeljih so pa še kar trobentice. Ja, sej prav dosti se tle gor po Krasu ne bom vozil, zato ker si nisem vzel dovolj časa. Ampak mislim, da bo ratalo enih 40 km, pa upam na kakšnih 400 višincev, sam ne vem, če jih bo. Trudim se, da bi na vsaki vožnji naredil vsaj 1% višine, samo mi ne rata zmeraj. Tukaj pri odcepu za sela na Krasu je en vodni vir, kjer bom jaz tudi en mal dotočil. Koordinate, kje se ta pipa nahaja, bom dal od spodaj v opis videa. Vidiš, tako pa se zgodi, ko sem se motovil okrog kolesa in se motil s kamero. Amaterska napaka. Ja, dobro je, zdaj jaz se bom tukaj spustil s Krasa dol, vi pa se kar pripravite na bujno dehtečo Vipavsko dolino. Jaz se dostikrat spustim kar po tej strani dol direktno v Italijo, pri prehodu meje ni nobenih težav in tik-tak si dol od spodaj nazaj na ravnini. Ta spust je še posebej v redu po zimi, zato ker je obrnjen na jugozahodno stran in je zmeraj suh, ni kakšne bojazni, da bi bil moker, vlažen in spolzek. Tretji zaporedni dan in čudovito vreme, lih tako 18 stopinj Celzija, samo na mesto popolne jasnine je ena taka rahla meglica. Danes je 8. marec in jaz bi kar tako na kolesu v svojem najboljšem elementu izrekel voščilo svoji mami, ženi, hčerki, vnukini, sestram, nečakinjam, tašči, kolegicam, sodelavkam, vsem gledalkam tega kanala, praktično vsem ženskam, vse naj za vaš praznik. Prav je, da se tako voščilo pospremi tudi s kakšno rožico
Jaz bom pa svojo soprogo zvečer odpeljal še na eno romantično večerico. Danes poteka tudi dirka Strade Bianche v Toskani. Jaz navijam za Pogačarja, da doseže čim boljši rezultat. Zato se mi je zdelo prav, da se tudi jaz malo zapeljem s tem kolesom po teh naših lepih makadamskih cesticah. V bistvu gre za zlorabo mountain bikea, zato ker te ceste tukaj so tako lepe, da bi jih lahko prevozil tudi s specialko, da o gravel kolesu niti ne govorim. Marsikdo bi pomislil, da se jaz tukaj v Vipavski dolini vozim ob reki Vipavi in to je res. S tem, da je reka na tem mestu kar precej razširjena, zato ker se točno tukaj vanjo izliva potok Lijak. In jaz zdaj nadaljujem ob Lijaku naprej proti Dornberku. Vipavska dolina je precej ravna, tako da vožnja po njej nima takih vzponov, kakor vožnja po Brdih ali pa po Krasu. Lahko pa manjko teh klancev kompenziraš z burjo, ki bolj kakor greš proti Vipavi, bolj postaja močnejša. Najmanjši vpliv burje čutimo prav tukaj na Goriškem, pa nekje tam do Sela. Pol naprej se pa že pozna, ko začne pihati. Mislim pa, da mi ni potrebno pretirano poudarjati, da za 8. marec v Vipavski dolini vse cveti. Jaz se bom danes kar en kos poti peljal po učni poti Vipava-Miren, ki je lepo označena s temi vidrami. Gre za pot, ki gre od Vipave do Mirna, pretežno po makadamu v dolžini 46 km. Poglejte si na internet. Jaz pa predvidevam, da jo bi v kratkem tudi enkrat še prevozil in posnel. Je pa tako, da če se boste vi odločali, a bi se po Vipavski dolini vozili z mountain bikom ali s cestnim kolesom, boste imeli kar težko izbiro, ker je opcij res ogromno. Tako da s čimerkoli boste prišli, bo super. Tukaj sem prišel prav do reke Vipave. Tle je tak mir in tišina, da lahko uslišiš tudi, ko ribe zehajo. Kdor še ni otvoril letošnje kolesarske sezone, je mogoče zdaj pravi čas, da začne. Tistim, ki pa se že vozite, pa želim varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.